Ful je lepo videti veliko publiko, hvala, ker držite distanco. Zdaj pa bom takoj predala razkužen mikrofon. Z nami so danes Gregor Ulen, ki bo moderiral vse 4 debate. Danes začnemo, potem sledijo še 3, Renata Selecl in Jure Novak. Mogoče samo ena beseda o moderatorju, ker ne bo predstavil samega sebe. Grega je ravno nazaj v Sloveniji, je doktorski študent na Princetonu, študira svetovno književnost in mogoče je to moderiranje in vabilo naš mali plan, da bi vendarle ohranil vezo tudi z domovino in nekako ostal delovno in osebno povezan z nami. Renate ne bom posebej predstavljala, ker jo bo Ulen, pa mogoče sploh ni treba. O Juretu pa povem sem še to, da je povabljen seveda kot izvrsten režiser in mislec, ampak povabljen je pa tudi zato, ker v Bunkerju produciramo njegovo predstavo, ki se ukvarja s teorijami zarote in je vložil že kar nekaj razmisleka v raziskavo tega in del tega je seveda tudi dvom, ki je danes tema pogovora. Vsi 4 pogovori bojo imeli debatni trikotnik in ta trikotnik bo umetnost, ker smo seveda umetniški festival, čase, ki jih živimo, torej korona in postkorona čase in pa eno temo, današnja je dvom. Hvala. Jaz bi pa še nekaj besed povedal o Juretu Novaku, ki je gledališki režiser, performer, pisec, prevajalec, glasbenik, aktivist. Doštudiral je filozofijo in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti, zatem je dokončal tudi gledališko in radijsko režijo na AGRFT. Redno gostuje na mednarodnih gledaliških festivalih, tudi v Sloveniji. Pogosto postavlja družbeno-kritične predstave. Med letoma 2007 in 2010 je umetniško vodil gledališče Glej in sploh v zadnjem času se recimo aktivistično intervenira v slovenski umetniški in družbeni prostor. Pa kar. Hvala, lep pozdrav. Jaz se že naprej opravičujem, da bom iz naslovne teme dvoma hitro odvil v pač temo teorije zarote, s katerimi se ukvarjam, ampak do tega še pridemo. Dvom je fajn. Jaz osebno se imam za skeptika. Se mi pa zdi, da sem kot tak produkt enega svojega časa, ene svoje generacije. Odraščal sem se prav v 90-ih, ko mislim, da so pač te ideali vednosti, znanja, znanosti, tehnologije še bili dost prisotni. In na ta način bi si upotrdil, da sem bila pač neka ta radovednost pa želja po razumevanju, kar oboje vključuje tudi dvom, nekako položene v zibko. Rad sem recimo bral zelo kvalitetno poljudoznanstveno literaturo, ki je takrat obstajala. In že takrat recimo se mi zdi, da je bila dosti jasno predstavljena pač ta razlika med enim in drugim. Da sem razumel dosti zgodaj neko to razliko v vrednosti vira informacij. Ampak glih takrat v 90-ih se je pa tudi začel hkrati s temi, bom rekel, ostanki ideala znanja, se je pa začel tudi odpirati ta množični trg enakopravnih idej. Tole mislim, da je bilo v vsaki drugi slovenski dnevni sobi. Na veliko smo se začeli lotevati raznih New Age-ov in podobnih stvari in seveda pač tudi v komercializacijo, bom rekel, alternativnih resnic se je šlo dosti hitro. A se vidi, okay, na skrenu, dobro. No, ampak nekako zaradi te kombinacije, bom rekel, avtoritete znanosti, ki se je v šolstvu še prevladovala, pa pač odločno sekularne vzgoje, sem postal
kot sem rekel, nek ta skeptik v zadnjih tednih, ker sem se več pogovarjal o tej temi teorij zarote. Z ljudmi sem celo večkrat slišal, da sem v resnici čisto preveč prepričan v ta svoj dvom in svojo skepso, ker človek nikoli ne ve, ne. Tako da je to moja izhodiščna pozicija, za njo se pravim že vnaprej opravičujem. Zdi se mi, da se je nekje vmes med tem časom teh idealov, o katerih sem prej govoril, lahko da je to samo nostalgičen pogled na mladost in da to ni bilo tako tipično samo za mojo generacijo, ampak tako občutek imam. Pa do danes se je nekaj zgodil. Ta neka, rečemo temu, pozitivna filozofska skepsa se je prelevila v izenačenje vseh vednosti, nekako je legitimno enako dvomiti o vsem. In en od simptomov, skozi katere se to pač kaže, so pač te teorije zarote, na katere sem bil pozoren že nekaj časa, ampak so se mi pač vedno zdele kot nek relativno oddaljen ameriški fenomen, recimo temu prvenstveno. Sem pa med korona časom jih začel opazovati čedalje bolj tudi pač pri nas. In zadnjih nekaj mesecev sem se malo bolj poglobil v slovensko zarotniško podtalje. Naredil sem si pač nek Facebook profil, Janko imam preblizu, ali ne, v redu. In bil sem močno presenečen, ne rečem zgrožen. Pač čas je tak, ne. Tole ste videli verjetno, to so jumboti po celi Sloveniji. In so na nek način zdaj kronski vrhunec teh gibanj in stvari, ki se pač dogajajo na predvsem družabnih medijih, ampak kot bomo videli, ne samo na družabnih medijih. Za začetek vse imamo, se pravi, imamo pandemijo. Pandemija je teorija zarote, ki pravi, da je COVID, hkrati pravi, da je COVID načrtno narejen in izpuščen zato, da bi pobil velik del populacije, hkrati pa seveda, da ga tako rekoč ni oziroma da ne obstaja in da gre samo za zaroto, da bi nas vse si pokorili. In ta pandemija pač združuje en cel kup še vseh drugih teorij, ki bom govoril še o njih. Jasno je tudi, da popolnoma nič ne pomagajo te zdaj zadnje leto, recimo temu obupani poskusi družbenih medijev, da bi zavirali širjenje takih informacij, ker se v bistvu te teoretiki zarote hvalijo s tem. Glejte, dosegel sem, mene so tudi cenzurirali, oziroma Facebook mi je vrgel čez ta napis, da stvar ni res. Imamo seveda proticepilsko gibanje, oni so bili vrsto let tudi meni vsej najbolj opazni in so še vedno zelo aktivni in zelo aktivno povezani z spet s pandemijo, ne, se pravi, COVID je narejen za to, da nas bojo lahko vse cepili. Imamo potem chemtrailerje, to so ljudje, ki trdijo, da črte, ki jih puščajo letala na nebu za sabo, so v resnici izpusti raznih snovi, s katerimi počnejo vse od tega, da nam nadzorujejo do tega, da nas zastrupljajo, spreminjajo in tako naprej. Te isti ljudje se veliko ukvarjajo tudi z nadzorovanjem vremena, se pravi, velike vlade imajo orjaške inštalacije, s katerimi lahko nadzorujejo vremenske razmere in jih pošiljajo nadzorovano po vsem svetu. Imamo seveda 5G, ki je tudi del naslova tega projekta, ki ga razvijam za Bunker, ki se mu reče OMG 5G. Tudi oni so v zadnjem letu v bistvu ratali
zelo aktivni in so tudi povezani z onimi plakati, ki smo jih na začetku videli. Imamo pedofilske mreže, to je direkt uvozen iz Amerike, ampak se mirno aplicira na nas, kot Twitter, recimo tole je iz portala siol.net, se pravi, absolutno so teorije zarote tudi v mainstream medije, že prišle tudi na slovenskem. Imamo ploščato zemljo, tudi njih imamo, mislim, da njihova skupina ima nekih 8000 članov, tako da jih nimamo tako zelo malo. Se pravi, zemlja ni okrogla, ampak je ploščata. To je, vsi nam lažejo, fotke iz vesolja so ponarejene in tako naprej. Imamo QAnon, to je relativno nova ameriška teorija zarote, ki pravi, da je Trump v resnici na skrivaj genij, ki se dela, da je pač butast in sovražen in da on samo bo razkrinkal to veliko zaroto. Zakaj točno in na kakšen način smo to uvozili v Slovenijo, ne vem, ampak smo tudi kar na polno. Ampak to so samo, kako bi rekel, najbolj jasne smeri, v kjer grejo pač te ljudje. Veliko bolj pogosto je pa to vse skupaj samo ena mešanca vsega, se pravi vseh teh teorij nekako na kupu, ki so potem prepletene brez v bistvu repa in glave in brez kakršnega koli ful velikega razmisleka. Noter so še satanisti, reptilijanci, to so lizard people, se pravi ljudje, ki so v resnici kuščarji, židje seveda in muslimani, ki skupaj delajo zaroto, apparently, potem so tukaj rasne stvari noter, kabale so noter, Rothschildi in Soroši se neprestano omenjajo, medijske zarote se seveda dogajajo, vse neke te gender in multikulti stvari se pomešajo noter, skratka svet je v celoti naperjen proti nam in pač te stvari grejo v resnici bi rekel, v zelo ekstremne in na nek način zelo nonsens, ampak nonsens nabran iz enih zelo ekstremnih pozicij. In tega je ful. To se pravi, jaz sem, ta moj lažen Facebook profil je član, ne vem, 5 skupin, pa lajkal sem 8 pageov, govorimo o stotinah objav na dan, ki jih objavljajo pač različni ljudje, manjše skupine imajo po 1000 članov, večje pa tam do 20 000 članov. Tudi če veliko v bistvu pač fake profilov vmes, so to vseeno pač številke, ki so bile vse zame pač šokantne in presenetljive. Nekako sem ves čas mislil, da vseeno govorimo o pač nekem ameriškem tem white trash fenomenu in da to pri nas vseeno imamo pač to splošno izobrazbo, bla, bla, no, ne. Kaj je teorija zarote, približno vemo, se pravi, gre za teorijo, kjer ne samo, da ti je nekaj skrito ali pa da se pač nekaj dogaja stran od oči javnosti, ampak pomembno za njo je tudi to, da za tem stoji neka skrita spet moč, nek kolektiv, neki ljudje ali bitja, ki to moč imajo. Kar nekaj sem bral v zadnjih mesecih tudi pač te teorije. V zadnjih recimo 10 let se več znanstvenikov ukvarja z študijom teorij zarote. Neizpodbitno je dokazan, da povzročajo družbeno, politično, zdravstveno škodo, civilizacijsko tudi, če hočete, se pravi družbeno zaradi pač devalvacije, bom rekel, oziroma razvodenelosti resnice, politično zaradi tega, ker odvračajo v resnici velike množice ali od pomembnih tem ali pa od sploh udeležbe v političnem sistemu, ker je tako korumpiran in zarota in tako naprej. Bral sem študije, kjer pač jasno dokazujejo povezavo med
objavami teoretikov zarote in izbruhi bolezni, ki jih predtem pač ni bilo zaradi predvsem proti cepilcev, se pravi, imamo dokazano zdravstveno škodo, pa upam si trditi, da pač tudi civilizacijsko na nek način tudi zaradi tega nazadujemo, ker drobimo ali pa upočasnjujemo pač nek svoj korak v bom rekel, objektivnejšo ali pa bolj racionalno prihodnost s tem, ko se pač predajamo takšnemu neracionalnemu razmišljanju. Razlogov je ogromen, spet veliko različnih v bistvu znanstvenih vej se s tem ukvarja, od čist psiholoških, kjer smo pač nagnjeni ali pa kognitivnih, pač kjer smo nagnjeni v prepoznavanje vzorcev tam, ki jih ni, tako kot pač vidimo obraze v oblakih ali pa na avtomobilih. Potem imamo čist psihološko-družbene, recimo, pač svet je kompleksen, nerazumljiv, počutimo se nemočne in zato pač iščemo bom rekel, pojasnila ali pa razlage, zakaj je temu tako. Lažje je na nek način verjeti, da nekdo vodi svet, tudi če je hudoben, kot pa v to, kar se meni zdi bolj racionalno, da ga v resnici nihče ne vodi, ampak da pač sam inertno drvimo naprej, kamorkoli že. Potem je tukaj confirmation bias, se pravi to, da v stvari, v kjer smo že tako prepričani, potem najdemo vse mogoče razlage in dokaze za to, v kar smo itak bili v štartu že prepričani. Tukaj je Dunning-Krugerjev efekt, ki spet merljivo in dokazano kaže, da v bistvu manj o neki stvari zares veš, bolj si prepričan v to, koliko zelo veliko veš o tej stvari. Se pravi, strokovnjak je ful manj siguren v svoje mnenje ali pa v svoje vedenje, kot pa pač nekdo, ki si je vzel 8 minut in pogledal en YouTube video. Zelo veliko teh teorij, ki pojasnjujejo, bom rekel, ta razmah teorij zarote, je v bistvu pokroviteljskih. Se pravi, na nek način teoretiki radi pač govorijo o tem, da so to ljudje, ki nimajo kapacitet za kritično mišljenje ali pa ki so pač, ker nimajo agency, se pravi, ker nimajo moči, ker so pač brezmočno, družbeno brezmočni in da zaradi tega se potem oklepajo takih stvari in tako naprej. Ampak meni se zdi, da veliko teh pojasnil v bistvu ne upošteva tega, da se to zarotniško mišljenje v zadnjih letih pojavlja v bistvu tudi na samih vrhovih družbe, se pravi pri ljudeh, ki so nekako najbolj na najvišjih pač pozicijah moči. Potem ne upošteva, zelo velikokrat so, tako kot pač je v akademiji, so te teoretiki seveda levičarji in veliko teh teorij zarote vsebuje elemente, recimo temu desne misli, ampak hkrati pa malo študij sem našel, ki so uspele biti toliko samokritične, da so pač tudi na levem političnem polu bile sposobne prepoznati tudi to, da je pač Janša za ful enimi stvarmi je pač teorija zarote. Nimamo dokazov, ne moramo zares vedeti. Se nam pa zdi, meni se zdi pač jasno, seveda je, ampak v resnici je to isti tip mišljenja, kot da pač hočejo Židijami vzeti stanovanje. Podobno je s Trumpom, recimo pač ta polarizacija ameriška je pač zdaj prišla tako daleč, da v bistvu so na obeh straneh zelo, zelo kompleksne in v resnici racionalno zelo neverjetne teorije zarote. Jaz sem pač tle dva skicirana mogoče možna odgovora, zakaj je temu tako. Eden je v bistvu najbolj zanimiv in to je, da je v bistvu sam sistem, zdaj pa lahko rečemo kapitalizem ali pa pač sodobna družba,
tako destruktivna, pa tako nenadzorovana, da je v resnici ta občutek nemoči mogoče zaslediti čist na vseh nivojih, se pravi, da tudi vladarji se počutijo nemočne, ker je sistem sam tako strukturiran in tako usmerjen, da ga pač ne morejo obvladovati. Lahko pa gre pač tudi samo za neko potrebo za zadovoljevati našo potrebo po nekem magičnem razmišljanju, po načinu, kako v bistvu z samim mišljenjem, z načinom razmišljanja vplivati na svet, kar je neka civilizacijska razvojna faza, pa razvojna faza v pač odraščanju tudi. In tle, če se potem vrnem, da ne bom predolg, ker sem že dolg, se mi zdi, da se pojavlja možnost za umetnost, kamor nam je bilo zabičano, da se moramo vrniti v tem pogovoru. Zdi se mi, da je, če sem prej ven kazal une knjige, ki sem jih pač bral, tretja skupina bi bila pač fikcija, bi bila pa literatura, ker se meni zdi, da vsej meni zadovoljuje to potrebo po magičnem, kompleksnem, doslednem, sestavljenem, ki jo mogoče gre za podobno nišo, kot jo uporabljajo teorije zarote. Tako da se mi zdi, in deloma se bo pač tudi projekt s tem ukvarjal, da je ena od možnosti, kako se pač soočati z svetom čedalje bolj relativnih informacij, tako imenovanih alternativnih dejstev, tako imenovane postresnice, da pač eden od načinov, s katerim se lahko s tem spopadamo, je tudi umetnost. Še ful enih stvari napisanih, pa se lahko vrnemo kasneje k njim. Mogoče bi končal sam še z mojo najljubšo teorijo zarote. A je kdo že slišal za Bielefeld? Vidite, ne obstaja. To je teoretično nemško mesto z milijonom prebivalcev, ki ga v resnici ni. Če gre se zdaj pogledat, ima svojo Wikipedijo in vse, ampak čisto zares pa Bielefeld ne obstaja. To. Hvala. Kakšno kitajsko študijo? Napisali so jo znanstveniki, največja raziskava o prehrani na Kitajskem narejena, ki utemeljuje, da je vegetarijanska prehrana pač preprečuje nastanek teh bogatih bolezni, raka in tako. Mislim, bolj preberite, no, pa potem. To bi mogel več vedeti, ja. A je vegetarijanstvo za vas teorija zarote ali je zdravje? Skrb za zdravje? Ne more biti teorija zarote. Če hoče biti teorija zarote, bi mogel misliti, da obstajajo hudobna kabala vegetarijancev, ki hočejo meni vzeti moja rebrca. Tako da ne, vegetarijanstvo po definiciji ne more biti teorija zarote. Hvala. Zdaj bi pa k besedi povabil še Renato Salecl, ki verjetno ne potrebuje predolgega uvoda. Je raziskovalka, znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, redna profesorica na Univerzi v Londonu ter gostujoča profesorica pri vrsti tujih institucij in od leta 2017 izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ne bi zdaj mogoče našteval vrste njenih skoraj že kultnih knjig, bi pa omenil, da je ravno pred kratkim pri založbi Mladinska knjiga izšla njena knjižica Človek človeku virus, ki se tudi ukvarja z koronavirusom in družbenimi razmerami, s katerimi se soočamo v tem času. Čez dober mesec dni pa izide pri založbi Univerze v Princetonu tudi njena knjiga A Passion for Ignorance, ki bo tudi do konca leta prevedena v slovenščino in izšla pod naslovom Strast do nevednosti. Hvala za povabilo. Jaz bom nadaljevala, kjer si ti končal.
z umetnostjo. Če imate majčken časa v teh korona časih, vam priporočam, da preberete knjigo, ki je po naključju bila iz grščine prevedena v slovenščino in naslov je Gen za dvom. Avtor je Papadopoulos, ne znam čisto dobro izgovoriti tega imena. Je knjiga, ki v bistvu izhaja iz predpostavke, da v prihodnosti pravzaprav ne bomo imeli dvoma. Izhaja iz teze, da se bo dalo ugotoviti, kdo je umetnik in kdo ni, s preprostim genetskim testom. Kot si lahko predstavljate, ko se ta test dejansko pojavi, se družba popolnoma oblikuje. Tisti umetniki, ki naredijo ta test, postanejo super slavni, dobro prodajajo svoje knjige, imajo razstave. Tisti, ki ne dobijo genetskega potrdila, da so res pravi umetniki, seveda zelo hitro gredo v pozabo in glavni avtor, ne bom povedala pač, kaj dejansko se zgodi, začne v ta test dvomiti, odloči se, da se ne bo testiral. No, na koncu se vse skupaj zelo komplicirano zaplete, da vam ohranim užitek. Lahko samo rečem, da pravzaprav knjiga pokaže, kako pomembno je v času, ko poskušamo najti neke temelje vednosti v znanosti, vseeno ohranimo dvom. Zdaj, kot je že kolega dejal, danes obstajajo zelo različna razmišljanja o dvomu. K njegovemu naboru razmišljam bi dodala psihoanalitično, ki izhaja iz tega, da obstajata dve zelo veliki razliki, kako posameznik pristopa k dvomu. Na eni točki imamo posameznike, ki mnogokrat trpijo zaradi nenehnega dvoma. V to skupino bi nas večina spadala. Freud in Lacan imenujeta to skupino, recimo skupino, ki imajo neko nevrotično strukturo. Zdaj ne smemo jemati to na pejorativen način, ampak samo kot struktura osebnosti, ki se zelo razlikuje od drugih dveh struktur, o katerih klasična psihoanaliza govori, in to sta psihotična struktura in struktura perverzije. Zdaj, v nasprotno z posameznikom, ki nenehno dvomi in zaradi tega tudi mnogokrat trpi, ko se recimo sprašujem, a sem dovolj dobra mati, a sem dobra partnerica, ali razmišljam na pravi način, lahko zaradi tega nenehnega dvoma padem v neko paralizo, ko se zelo težko o čemarkoli odločam. V nasprotju z to skupino bi bila skupina ljudi, ki jim manjka dvom. In mnogokrat gre tukaj za ljudi z neko psihotično strukturo, ni nujno, da imajo posamezniki vidno psihozo, lahko da nikakor na zunaj ne kažejo delirija ali pa niso padli še v neko popolnoma razvito psihozo, nimajo pa dvoma. Ali pa če imajo dvom, se v bistvu ta dvom v bistvu kaže na nek zelo fiksen način, z nekim prepričanjem odzadaj. Zdaj, kaj to pomeni, recimo, da posameznik nima dvoma? Zdaj, v takšnih bolj razvitih oblikah psihoze bo posameznik absolutno prepričan v to, da ga nekdo nadzoruje, da sliši glasove ali kaj podobnega. V manj razviti psihozi pa bo pač posameznik preprosto imel neka, recimo, prepričanja, neka stališča, ki jih ne bo prej spraševal. Zdaj, banalno rečeno, kadar imamo v družbi zelo veliko ljudi polne dvoma, se včasih zgodi, da se slednji hitro navežejo na ljudi, ki dvoma nimajo. In to se mnogokrat dogaja tudi v političnih prostorih, kjer se na oblasti najde ljudi, ki jim manjka dvom, ki morda imajo psihopatske znake ali pa imajo neko psihotično strukturo, ne da bi imeli vidno psihozo, lahko pa tak posameznik, ki nima dvoma, deluje kot rahlo pomirjujoče za druge, ki so polni dvoma. In to je recimo ena od nevarnosti sodobne družbe, da mnogokrat vidimo na pozicijah oblasti ljudi, ki delujejo izjemno samozavestno, lahko pa pravzaprav to manjko dvoma pomeni tudi, da dejansko
imajo psihotično strukturo, kar pomeni pri nekaterih, da so zmožni lahko tudi določenih manipulacij ali krutosti, kjer tudi o teh svojih obnašanjih ne dvomijo. Zdaj, naslednji problem z dvomom danes pa je, da nas ideologija poznega kapitalizma, neoliberalistična ideologija, že nekaj časa interpelira kot posameznike, ki se moramo spoznati na vse. Jaz imenujem to ikeizacija družbe, tako kot se moramo vsi obnašati, kot da znamo sestavljati Ikea pohištvo, ali pa v bistvu moramo se spoznati pravzaprav na vse, svoje lastne zdravje, moramo imeti v bistvu neka znanja, kako kupovati karte na internetu in vse to, kar pravzaprav nenehno sami počnemo. Ta ideologija ikeizacije družbe je pripeljala do tega, da v bistvu je posameznik nenehno interpeliran kot tisti, ki mora preizpraševati znanja, ki smo jih včasih delegirali komu drugemu, ali pa nase prevzeti nalogo opravljanja določenih del ali znanj. Od zdravja do nekih recimo bolj banalnih stvari, kot je sestavljanje pohištva in podobno. Zdaj, ta ikeizacija družbe je v bistvu prinesla do tega, da mi tudi ne moremo zlahka pokazati svoje neznanje. Dokler obstaja neka možnost priti do znanja na internetu, se za vsakega od nas predpostavlja, da se do tega znanja lahko prikoplje. Zato je v bistvu vsak posameznik danes potencialni strokovnjak za celo vrsto področij. Ta interpelacija je, jaz mislim, da pripomogla k temu, da pravzaprav imamo neko eskalacijo dvoma. Eskalacijo dvoma na eni strani v strokovnjake, če sem pravzaprav jaz lahko zelo hitro strokovnjak za nekaj, potem jaz zelo hitro dvomim v nekoga, ki naj bi bil uraden strokovnjak. To je ena stvar, ki je zelo ključna. Druga stvar je, da se v tem času, ko se do znanja, do neke vednosti ali pa vsaj do neke vednosti zelo hitro, potencialno hitro dokopati, je tudi skoraj da nemogoče priznati, da nekaj ne vemo. In neka oblika sramu se zelo hitro pojavi pri nas, če se na nekaj ne spoznamo ali pa če nekaj nismo zmožni sami urediti. Jaz mislim, da je ta interpelacija pomagala oblikovati neko novo pasivnost. Mi smo v svojih privatnih življenjih izjemno aktivni, nenehno delamo na vseh področjih, ampak istočasno postajamo vse bolj pasivni. V sodobni družbi prihaja do neke splošne apatije, še posebej, ko gre za vprašanja oblasti, za vprašanja političnega odločanja, politične participacije. Če se majčkeno zdaj ozremo na našo korona krizo, vidimo, da je ta apatija in hkrati močen dvom, vprašanje, v koga sploh verjeti, komu sploh zaupati, v bistvu neka ključna postavka oblikovanja novih oblik avtoritarizma, ki jih lahko vidimo v Sloveniji, pa tudi v širšem področju, predvsem vzhodne Evrope, pa ne samo vzhodne Evrope in tudi ne samo Evrope. Zdaj, če so stari avtoritarci držali ljudi v pokornosti z nasiljem, z odkrito cenzuro, novi avtoritarci tega ne rabijo več početi. Tudi cenzure se ne bojo lotevali na tak vsesplošen način. Za njih je dosti ključna cenzura oziroma nadzorovanje nekaj glavnih vzvodov, kjer se oblikujejo mnenja, recimo javne televizije, radije ali recimo tiskovne agencije, kot vidimo, to prihaja sedaj k nam. Potem hkrati manipuliranja internetnega, tega disperznega internetnega prostora in predvsem ohranjanje ljudi v dvomu. In ne samo v dvomu, tudi v nekem
pasivnem prepričanju, da gre tako in tako vse k vragu. Oziroma, da so vsi enaki, da vsi kradejo, da nima smisla početi nič drugega, kot pa se ukvarjati pravzaprav svojim lastnim zasebnim življenjem. Zdaj, če se vprašamo, kako je ta korona kriza v bistvu koristila tem novim avtoritarcem ali pa novo nastajajočim se avtoritarcem, lahko vidimo, da prihaja do precej paradoksnih situacij. V nekaterih situacijah se novi avtoritarci v bistvu poslužujejo znanstvenega mnenja ali pa v bistvu se konzultirajo z strokovnjaki, ki naj bi nekaj vedeli o tem virusu ali pa vsaj priznavajo recimo meje svoje vednosti. V drugih situacijah lahko imamo v bistvu avtoritarce, ki se pravzaprav požvižgajo na strokovna mnenja. Tako da danes vidimo, da v bistvu znanstvena skupnost, a se z njo strinjamo ali ne, ne vpliva tako zelo močno, ali se v neki družbi oblikuje avtoritarna linija vladanja ali ne. Recimo, če pogledamo v našo sosedstvo, v Italiji Salvini nasprotuje nošenju mask, se dela norca iz virusa, jemlje idejo, da pač nam država recimo vsiljuje karanteno ali pa maske kot omejevanje posameznikove svobode. Cel kup gibanj tudi v Združenih državah ima zelo podobno idejo. Recimo drugje, lahko rečemo tudi pri nas, nimamo te iste ideologije, kar pa ne pomeni, da niso vrata na široko odprta novim oblikam avtoritarizma. Zdaj, če se pogledamo, kako avtoritarci v bistvu morajo danes manipulirati ali pa se delati, da ne manipulirajo, pa vseeno prevzeti nadzor nad glavnimi točkami informacij. Vidimo, da je dejansko tukaj ključna nacionalna radiotelevizija. Mečken sem te tedne, ko sem razmišljala o tej želji po nadzorih nad medijih, analizirala te trende, ugotavljala v različnih političnih situacijah, da do tega prihaja zato, ker čeprav imamo danes vso možnost priti do znanja, sami se lahko dokopljamo recimo do informacij na internetu, ko je pravzaprav vsak lahko strokovnjak za vse, obstaja na internetu neke vrste kakofonija glasov. Kar pomeni, da v bistvu imajo vsi glasovi, ki prihajajo iz različnih smeri, zelo hitro podobno težo. Nek strokovnjak, ki je desetletja študiral določeno snov, lahko ima s svojim stališčem zelo podobno težo kot nek influencer, ki ima tisoče, 100.000 sledilcev. Ob tem imamo seveda vso moč manipulacije od družbenih medijev do botov in Cambridge Analytica in podobnih podjetij, ki znajo zelo močno vplivati na naša čustva. Skratka, v tej kakofoniji glasov, ki dejansko sproža ta dvom, o katerem smo prej slišali, to, da nikomur več ne verjamemo, se lahko dominantna ideologija, ki jo nekdo poskuša propagirati, zelo hitro nekako zgubi. Zato nekdo, ki si želi vladati čim dlje, prevzeti čim več vzvodov oblasti, ne more računati samo na ta prostor. Ključno je vzpostaviti neko sporočilo, kratko, čim krajše sporočilo oziroma par sporočil, nekih ideoloških sporočil, kot jih vidimo v Britaniji je bilo Get Brexit done, v Ameriki Make America Great Again in podobno, ali pa imigranti so krivi za vse, preko dominantnih medijev, ki še vedno so za približno 3/4 prebivalstva ključen vir informacij. Zdaj, ko mi poskušamo prevzeti nadzor nad recimo tem dominantnim medijem, običajno so to radio, televizije, to poskušamo zaradi 4 pomembnih vzvodov oblasti, ki so ključni za to, da se neka elita, recimo neka politična smer ohranja na oblasti.
Prva je naši podporniki, recimo naša elita, če sem recimo politik, potem bom morala prepričati, nekako preprečiti dvom v tistih, ki so pravzaprav meni najbližje. To pomeni neki oligarhi ali elita, ki me podpira, ki pa lahko zelo hitro dvomi v mojo avtoriteto. Skratka, če prevzamem vzgode medijev, je to prvo zato, da prepričam tiste okrog mene, da sem še na oblasti. Namreč to je zelo pomembno, da dvom ni v teh krogih, močnih krogih ekonomske recimo elite, pa tudi določene politične. Druga je opozicija. Jaz pravzaprav moram prepričati opozicijo, da sem še vedno zelo močno na oblasti in na vse načine preprečiti, da je lahko njihov glas enako šteje recimo v dominantnih medijih. Naslednjo je seveda splošno prebivalstvo in to prebivalstvo, kot sem dejala, navadno 3/4 od njih dobiva informacije iz glavnih medijev. In četrta skupina je pravzaprav skupina, ki se napaja iz interneta. To je recimo skupina, ki večina informacij dobiva na internetu. Tudi ta skupina na nek način more ponotranjati, da je hierarhija oblasti še vedno intaktna. In tudi pravzaprav njim je treba dati neko sporočilo, da čeprav so polni dvomov in preigravajo razne teorije zarote ali pa teorije, kakršne koli že cirkulirajo po internetu, da obstaja pa neka vsesplošna dominantna smer, ki drži določeno oblast pri življenju. Skratka, moja teza je, da v današnjih časih, čeprav obstaja ogromno dvoma, kdo ima kaj prav in kdo nima, vseeno gre za nek poskus cementiranja oblasti s pomočjo te recimo nadzora nad ključnimi vzvodi, preko katerih se ideologija pravzaprav oblikuje in podaja splošnemu prebivalstvu. Naš sosed Viktor Orban je pred 10 leti uspel z spremembo zakonodaje, dal popolno roko nad dominantne državne medije in danes v Madžarski njihova poročila imajo približno 30% snovi samo namenjala nekim splošnim temam, 70% pa ustvarjanju vtisa moči dominantne stranke Fidesz in seveda groze opozicije. Približno 70 do 80% se pojavljajo samo oblastni politiki v medijih in podobno. In s tem seveda oblikujejo neko strukturo, kjer je pravzaprav dvom do oblasti skoraj da nemogoče javno izreči. V bistvu zaključila bi s tem, da v času pandemije dejansko smo na nekem razcepu, v katero smer se bo oblikovala družba prihodnosti. Moj pogled je trenutno bolj pesimističen kot ne, ampak vseeno bi zaključila na rahlo optimističen način. Prvi estonski predsednik Lennart Meri je nekoč dejal, da je v njihovi državi vse drek, vse je šit. Je rekel, ampak v bistvu je ta šit, ta drek, je v bistvu gnojilo prihodnosti. No, ko je Meri končal za svojo oblastjo, je dal še en lep napotek svojim naslednikom. Dejal je, predajam vam eno najbolj dolgočasnih držav. V tej državi se nič kaj posebnega ne dogaja. Jaz mislim, da si mnogi od nas želimo danes živeti v eni tako dolgočasni državi, kjer pa bi vsaj nekaj stvari funkcioniralo. Hvala. 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 Pa bi se jaz tukaj navezal, kjer ste končali. In nastavke, ki ste jih oba postavili. Recimo, kaj pa lahko mi naredimo? Zdaj, problematično zastavljanje kakršnega koli mi in nas, ampak recimo
koronavirusna kriza, ki vstopa v postfaktično dobo, recimo. Vseeno se pojavlja v nekaj desetletni, recimo, kritiki, če tako rečemo, zahodne misli, ki temelji, recimo, ki prav izvira iz tega dvoma, kot izvor, recimo, moderne filozofije, z Descartom, z sekularizacijo družbe, z začetkom znanstvene metode in tako naprej. Hkrati pa v zadnjih desetletjih, recimo, z postmodernistično filozofijo, z kritikami, recimo študijami znanosti in tehnologije, ki prevprašujejo tehnicizacijo družbe ali pa recimo družbene uporabe tehnologije in znanosti. Po drugi strani pa tudi zunanje kritike, recimo določenih staroselskih ali pa afriških alternativnih epistemologij, recimo, ki prej sprašujejo to avtoriteto znanosti v družbi, a ne, pravzaprav konstrukcijo znanstvenih dejstev in tako naprej. In potem se mi zdi, recimo, da je zdaj te teorije zarote in na drugi strani avtoritarizmi, s katerimi se srečujemo, so ugrabili te legitimne kritike nekakšne tradicije filozofske misli. In kaj lahko naredimo, da se ne postavimo samo na to defenzivno pozicijo, da rečemo, aha, zdaj pa vseeno moramo absolutno pa mislim, seveda moramo zaupati znanosti, ampak recimo vseeno določene uporabe znanosti, recimo tudi konec koncev, kot ste omenili v genetiki, v evgeniki, kot na tak način. Kako lahko mogoče progresivna gibanja ali pa umetnost na drugi strani zastavi neko novo, drugačno prihodnost, da ni samo vrnitev k stari normalnosti. Okay. Mislim, odgovora valjda nimam zate, ne. Absolutno, ja, strinjam se s tem, da pač so te kritike legitimne. Absolutno zarote so se dogajale in se tudi še bojo. Absolutno je v samo znanost, v jedro njeno upletena možnost, da se moti in pač to tudi neprestano ponavlja in dela na tem. Vseeno se mi pa zdi, da je pač ta, bom rekel, kritično razmišljanje, ki je temelj, recimo temu evropske ali pa zahodnjaške civilizacije, eden od temeljev, nekaj, pri čemer bi jaz kar še vztrajal, no. Tako se mi zdi, da ni še završ stran, da mogoče bi bilo za razmisliti, kako ga odločneje ali pa jasneje vplesti že v izobraževalne sisteme. Se mi zdi, da šepajo nekako zadaj, zaradi tega, ker poskušajo še vedno učiti informacije, ne pa dostop do in analize teh informacij, in da bi bilo mogoče fokus treba tja prestaviti. Prav gotovo je pa pač velik del tega, kako se lotiti te postresnične sodobnosti, se skriva v tem, da je treba izboljšati življenja ljudi. Jaz mislim, da se vseeno en velik del krivde za stanje, v katerem smo, pač skriva v tem, da imajo pač ljudje objektivno težka in nerealizirana in nemočna življenja in da bi veliko manj potrebovali vse te, bom rekel, bergle kognitivne, če bi to spremenil.
Ja, jaz mislim, da vsaka resna znanost v bistvu obožuje dvom, ne? In znanost ravno v tem trenutku korona krize dejansko ves čas poudarja, kako malo vemo, in zato je v bistvu zelo ključen moment, se mi zdi to za znanost. To, da tudi javno se nekako seznanimo s tem, koliko različnih razmišljanj obstaja o določeni temi in kako težko je najti nek konsens, kar pa ne pomeni, da v določeni trenutki ne pridemo do nekega znanja, ki deluje bolj resnično, recimo, kot drugo. Zdaj bi se pa obrnila na en problem, ki je bil že izpostavljen, recimo zdaj smo v situaciji dvoma v cepiva. In lahko predvidevamo, da ko bo do cepiva prišla na trg, da se precej ljudi ne bo cepilo. Meni se to ne zdi tako zelo nelogično. Če pogledamo situacijo, v kateri smo, kjer velike korporacije v raznih tajnih situacijah zdaj iščejo to cepivo, ko se recimo države odkrito lažejo, kot recimo Rusija, da imajo že izdelano, preverjeno cepivo, ali pa ne vem, predsednik Putin trdi, da je cepil svojo hčerko, ne, kar redko kdo verjame. Tisti, ki pa verjamejo, se bo morda vprašajo, zakaj pa ni sebe cepil, ne, zakaj žrtvovati žensko, ne, in še hčerko. Tako da v bistvu tukaj se mi zdi zelo legitimno razmišljanje ljudi, ne, kakšno cepivo bo dejansko na voljo. Kar seveda ne pomeni, da jaz podpiram idejo proti cepivcem, ne se cepiti. Sama srčno upam, da bo čim bolj preverjeno cepivo na voljo celemu svetu, ne samo mehni skupini privilegiranih držav. Tudi to smo videli, kako so se države teple vnaprej kupiti cepivo. Zdaj, v Sloveniji je šla par let nazaj ena luštna knjigica, ki analizira ideologijo anticepivcev. Ne vem naslova, vem pa, da je šla pri Studii Humanitatis in jo je napisal en italijanski zdravnik. Kaj mi je bilo v tej knjigici všeč, je, da v bistvu pogleda ideologijo odzadaj v dvomu v cepiva. Njegova študija pokaže, da vsaj v Italiji večina ljudi, ki nasprotuje cepivom, ni iz krogov, za katere predpostavljamo, da nimajo informacij, recimo, da so slabše izobraženi ali pa da nimajo dostopa do informacij. Nasprotno, večina ljudi, ki nasprotuje cepivom, prihajajo iz srednjega razreda ali pa višjega srednjega razreda in so polni informacij. Zdaj, ti ljudje na eni strani delujejo malo v tej smeri, kar sem imenovala ikeizacija družbe, da se čutijo, da morajo vse stvari sami nenehno preiskovati, se sami dokopati recimo do nekega medicinskega znanja. Drugi imajo zelo močno odgovornost za zdravje svoje lastno in za zdravje svojih otrok. Recimo ravno ti ljudje se bodo zelo trudili čim bolj zdravo hrano kuhati, telovaditi. Skratka, imajo nek ideal zdravega življenja in tukaj se jim recimo ideal zdravega življenja poklaplja s tem, da naj se bi naravno recimo borili proti virusom. Potem neka skupina ljudi pa je dejansko, ki čuti v bistvu nek popoln strah pred to, kar smo prej slišali, so neke teorije, recimo teorije zarote. Tako da skupina ljudi, ki nasprotuje cepljenju, je izrazito heterogena, ne manjka zdravja, ima pa neko nezaupanje, mnogi med njimi tudi v recimo neke ustaljene kroge oblasti in še posebej nezaupanje v farmacevtsko industrijo, ki spet ni nekaj tako zelo presunljivega, če vemo, kako zelo farmacevtska industrija manipulira z javnostjo ali pa kako zelo se bori za profite. Tako da, ko bomo šli recimo v neke javne razprave o cepivu ali pa ko bo vlada poskušala ali pa kdorkoli že, znanstveniki poskušala prepričati ljudi, da se cepijo, ne smejo pozabiti na te psihološke mehanizme dvoma, ki so, mislim, legitimni in ki pravzaprav imajo tudi neko ozadje v tem, kako zelo pravzaprav je pravilno, da dvomimo v
obstoječe centre ekonomske in politične oblasti? Ja, tukaj, kot govorite, se mi zdi recimo, ko smo bili res v samih rosnih začetkih te koronske krize na začetku, mislim, da je bilo veliko optimizma, da tik preden je nastopila ta totalna eksistencialna groza nad zaprtostjo. Vseeno mogoče nekakšen optimizem, da pa bo ta kriza na veliko globlji in vseobsegajoč način razkrila druge krize v družbi. In da morda nas čaka neka nova normalnost, ki ne bo nenormalna, ki bo recimo po spletnih medijih, po Facebooku so krožili mimi, da je to začetek konca neoliberalnega kapitalizma in tako naprej. In tudi recimo v prvih razpravah o cepivu so se pojavljale razprave, recimo, kaj pa če bi cepivo izdelovali v globalni koordinaciji z nekakšen open source, da ne bi spet šli takoj v to profitizacijo znanosti, farmacije in tako naprej. Zdaj pa se mi zdi, da smo spet bolj na okopih, tukaj kot drugod, samo nekakšna akcija, reakcija, protesti na vsakodnevne ekscese politike in drugih segmentov družbe. Imate kakšne misli o tem, kaj bi lahko, na kakšen način bi lahko uporabili dvom ali pa na drugi strani zaupanje, medsebojno skrb, druge recimo drugačne logike socialnih stikov in druženja, ki so se ustvarili v tem času. Transparentnost je ziher kul, no. Absolutno je eden od načinov, kako bi lahko dosegli pač to, ne. Dejstvo je, da vsaka korporacija po svoji definiciji in po zakonski obveznosti, ki je naložena, skrbi samo za lasten profit. Vse ostalo je pač popolnoma sekundarno. Že desetletja pred to krizo se je pač govorilo o tem, da bi bilo pač treba nekatere sektorje vrniti nazaj kot javno dobro, se pravi v neko drugačne oblike organizacije, in pač zdravstvo je prav gotovo med njimi. In jaz pač mislim, da bojim se, no, da ta kriza žal ne bo šla v to smer, ne. Danes oziroma včeraj so že začeli specifično recimo z naše vlade napovedovati, so dali ven prve cifre, koliko grozen in koliko smo na novo zadolženi. Vemo, ker je to pač popolnoma ista vlada in popolnoma ista situacija, kot je bila pri ekonomski. Točno vemo, kakšen je pač scenarij zdaj od tukaj naprej sledi, kako bomo pač dobili nov ZUJF in vse ostalo, kako bomo še več stvari privatizirali in kako bomo pač še več javnih pipic zaprli. In zdi se mi, da bi bilo treba pač mobilizirati to neko splošno, recimo, nezadovoljstvo nad vsemi temi posamičnimi, kako se rekel, ukrepi ali pa pač vsem ostalim, v neke zelo jasne cilje, ki bi se lahko zoperstavili politični in ekonomski eliti, katere cilji so ravno tako pač zelo jasni in zelo enoznačni, čeprav jih seveda ne priznavajo javno. Ja, jaz tudi upam, da se bo počasi oblikoval nek političen prostor, da se bo več ljudi sami recimo postavili kot možni recimo kandidati v prihodnosti, da ne bo prišlo spet do nekega tega momenta, ko neka karizmatična osebnost pri nas oblikuje stranko in potem išče po vaseh, kdo bi bili njeni člani ali pa ljudje na kandidatnih listah. Recimo vsaj politično mislim, da morda se bo iz protestov oblikovala neka skupina ljudi, počasi, najbrž ne hitro, ki bojo dovolj artikulirani, ki bojo imeli tudi artikulirana
stališča glede, kaj zahtevati, katere spremembe, katere politične spremembe zahtevati v prihodnosti. Bojim se zaradi tega, ker mnogo ljudi ima izjemno prekarne oblike zaposlitve, da neka organiziran upor delavstva, recimo, pa tudi sindikatov, na to najbrž ni računati v bližnji prihodnosti, čeprav mislim, da bi bilo to zelo pomembno. Če vidimo zdajšnje upore, recimo v Belorusiji, vidimo, kako pomembno je, da se istočasno poleg političnih uporov na ulici dogaja tudi splošni štrajk. Tako da neke možnosti jaz vidim političnih uporov recimo naprej, ampak zelo pomembno bo artikulirati recimo cilje, kar pa zelo pogrešam recimo je neko večjo akcijo glede klimatskih sprememb. Tukaj mislim, da smo tudi v Sloveniji še zelo na začetku, nimamo niti ene stranke, ki se s tem posebej ukvarja. Tle je ta optimizem korona krize bil, da se bomo spomnili na ekologijo, pa mislim, da smo to potisnili precej ob stran. Kar sem pa že prej dejala, dejansko so vrata na stežaj odprta novim avtoritarnim režimom, ki res dobro izkoriščajo to korono krizo za zastraševanje ljudi, za hkrati prevzemanje oblasti, nadzora nad inštitucijami in neko pasifikacijo ljudi. Hvala. Mogoče bi pa jaz dal še besedo komorkoli iz publike, ki lahko dobi ta dezinficiran mikrofon. Zdravo, hvala za zanimivo izvajanje in debato. Ena pripomba, ki bi jaz na njo imel, je ta, da se mi zdi, da je ves čas nekako predpostavljala, da vemo, kaj dvom je, ne? Da dvom nekako izhaja iz ničte točke in se uperja proti nečemu, kar je polno, kar se mi zdi, kar se verjetno tudi sami zvedete, nekako neresnično. Tudi dvom sam vedno že izhaja iz predhodne pozicije, ne? In v tem se mi zdi, da se je mogoče malo spregledalo voditeljevo uvodno vprašanje o alternativnih nekih epistemologijah svetovnih in tako naprej. Kako se to v konkretni nekih izvajanjih mogoče kaže? Recimo, bila je ena predpostavka, da je ukvarjanje s športom, skrb za zdravo življenje in tako naprej vedno podvrženo neki pol prisili ali pa ideološki prisili, ki ljudi spravlja v neko tesnobo, kakor sem razumel, iz katere izhaja ta njihovo ukvarjanje s športom. Ampak mogoče je recimo ta kritika ravno obratno, ne? Ravno vpliva tudi obratno na tesnobo, ne? Tako da se, ne vem, nekdo, ki je intelektualec, ki naj bi bil družbeno kritičen, čuti recimo dolžnost, da se ne ukvarja s tem, ker kritika predpostavlja, da je njegovo ukvarjanje s tem nekritično, ne? To je en primer take dveh različnih aspektov dvoma, ne? Še ena stvar je bila recimo predpostavka, da ta država nekako ni dolgočasna oziroma da se nahaja v nekih nevarnih časih, ne? Spet je to ena predpostavka, ki mogoče izhaja iz specifične pozicije. Meni se ti ta država recimo super, veliko raje živim v tej državi, kot v državi recimo, iz katere prihajajo moji starši, ne? V trenutku, ko izklopim pač neko obsesijo z dnevno političnim dogajanjem, se mi zdi, da stvari v redu funkcionirajo in se ne počutim z ničemer ogrožen. Skratka, če se vrnem k izhodišču, ne, kako vidite pač različne koncepcije dvoma, ne, različne metode dvoma, a bi morali o tem mogoče več misliti? Ful globoko debato o pač definiciji dvoma bi se težko zdaj izpustil, ker niti nisem ful pripravljen na njo. Prav gotovo vsaj jaz sem pač izhajal iz tega kartezijanskega, ki je pač nekako najbolj obče
analitično jasno fiksiran, ampak velik del tega, o čemer se pa pogovarjamo, je pa tudi ta tako zvana kmečka pamet, ne, slovenska, ki vsebuje en velik del tega dvoma, ne, v smislu, česar ne štekam, je že zakompliciran in pač to nekaj čuden, nekaj sumljiv, ne. Je pa jasno, da vedno izhajamo pač iz že loaded terminov in že napolnjenih vsebin in seveda lastnih predpostavk. Jaz sem omenil vmes, da se mi je zdelo, v bistvu sem našel relativno malo člankov, ki so na enak način prespraševali svoje lastne pozicije, kar se tiče tega magičnega mišljenja, oziroma koliko hitro se pripravljen verjeti v zlo namero drugega, ne, nasprotnega. In absolutno sem tudi jaz tega kriv. Absolutno veliko lažje verjamem, kako si Janša mane brke in vrti palce, ko dela veliki komplot, kako bo pač mene osebno zasužnil, kot pa bi verjel to za nekoga drugega. Ampak ravno zato se mi zdi pač pomembno, da se ves čas zavedamo pač tudi tega aspekta svojega lastnega razmišljanja. In spet govorimo pač o nekem opolnomočenju, o tem, da je treba pač čim širše razširiti orodja, ki bojo ljudem pač pomagala sprejemati racionalne odločitve. S tem, da pač tudi zavedam se hkrati, ko to rečem, da pač racionalno absolutno ni edino zveličavo pravilno, da so pač tudi drugi vrednostni sistemi legitimni. Meni osebno je ta pač najbližji. Ja, z gospodom smo se narobe razumeli glede športa. Moja teza je bila vezana na interpretacijo dvoma v cepiva, ki jo citiram iz knjige, ker naslov sem pozabila, ko sem dejala, je šla pred 2-3 leti pri Studii Humanitatis, ker je bila teza, da ljudje, ki se veliko ukvarjajo z svojim lastnim telesom, paradoksno, vsaj te italijanski študije je to pokazalo, mnogokrat dvomijo v cepivo zaradi tega neke na nek način želje, čim bolj naravno živeti, čim bolj zdravo živeti in tudi neke lastne odgovornosti za svoje zdravje. Ne dvomim, da šport lahko posamezniku pomaga pri iskanju izhoda iz tesnobe ali pa česa drugega. Me je pa zmotilo vaše zaključno izvajanje, ko ste rekli, da v Sloveniji lahko dobro živim, če se od vsega odklopim. Mislim, da je pa to ravno problem. Ta ideja, če se vsega odklopim, če ne gledam poročil, če ne sledim, kaj se okrog mene zgodi, potem sem lahko fajn. Bojim se, da je tukaj nevarnost te apatije ali pa zapiranja v privatnost, ki omogoča recimo ljudem na oblasti, da bojo še kar dolgo ostali. Živijo. Eno vprašanje se mi je porajalo zdaj v tej debati o dvomu. Splošno je znano za to, da se človek razvije v samostojno, zdravo, fizično in mentalno osebo, občutek varnosti. A ne? In zdi se mi, da mi danes, tu, kjer smo še posebej generacije, ki prihajajo zaradi vseh teh dvomov, od tega, a so klimatske spremembe teorija zarote, a je korona teorija zarote in tako naprej, v bistvu prihaja v eno konstantno občutenje anksioznosti in nevarnosti. Pa me zanima, kako boste komentirali to, kaj lahko pričakujemo kot posledico vsega tega, kar se nam dogaja v zadnjih mogoče celo, ne vem, 5-10 letih. Ja,
Jaz se strinjam z vami, tukaj ste v bistvu pač šli na začetku vašega vprašanja recimo v smer teh psiholoških teorij navezanosti, ne, kjer pač pokaže, da otrok pravzaprav na nek način, če se čuti varnega, če lahko zaupa, da bojo starši prisotni ali pa da odidejo, pa ve, da bojo prišli nazaj, lahko razvije recimo neko navezanost, ki je na nek svoj način povezano z dvomom, ker na nek paradoksni način v tem času, ko otrok odrašča, so trenutki, ko mora nekako zaupati, da je nekdo okrog njega, ki zanj skrbi, ne? Da ni nenehno recimo v dvomu, ali bojo starši se vrnili, poskrbeli ali ne. Zdaj, v splošno se tudi strinjam z vami, da živimo v tej družbi, kjer nenehno imamo občutek nevarnosti, naši temelji našega življenja se lahko zelo hitro porušimo, izgubimo delovno mesto, sesuje se nam, ne vem, družba, ekonomija, ekonomska in ekološka kriza nastopi. Tako da poleg tega bi jaz dodala pa še ta psihološki moment na družbeni ravni, ki obstaja, vezan na radikalno individualizacijo. Namreč to poskrbi zase, ti si izključno odgovoren samo zase, ki je na nek način povezala tudi z enim posebnim egoizmom, ki ga danes vidimo, ne. Jaz recimo ne bom dal maske gor, ker verjamem v svobodo, ne mislim pa na druge ljudi, ki jih s tem lahko prizadanem ali pa ogrozim. Kar se meni zdi zadnje čase, ko tako malo analiziram, recimo zakaj ljudje širijo te recimo lažne novice ali pa teorije zarote, vse bolj opažam, da na eni strani mnogi iščejo izključno neko prepoznanje. Namreč začudilo me, ko sem brala eno študijo o tem, da ljudje, ki širijo teorije zarote, mnogokrat vanje sploh ne verjamejo, ali pa lažne novice, tudi lažne novice ljudje z veseljem širijo, ne da bi vanje resnično verjeli, najdejo pa nek občutek, da so nekoga ranili in hkrati občutek, da so slišani, da so dobili neko prepoznanje. Tako da meni se zdi, da občutek, da smo neprepoznani, da smo ignorirani, da nas družba kot taka ne prepozna, paradoksno vpliva na to, kakšen odnos imajo ljudje do znanja, do vedenja, koliko sploh recimo avtoritetam verjamejo ali ne, ali pa koliko verjamejo določenim dejstvom. In zdi se mi, da v bistvu ta blazen dvom v karkoli ali pa recimo to, da nikomor več ne verjamejo, je lahko pri nekaterih povezano s tem, da se čutijo oni sami popolnoma nepriznani. Če pogledamo malo ozadje recimo volilcev Donalda Trumpa, vidimo, da mnogi med njimi, sploh recimo med belim, nižjim razredom, ljudje, ki so izgubili recimo delovna mesta zaradi seljenja korporacij v tretje svete in podobno, da imamo neko logiko tega, ali pa tudi logiko, ne gre vse k vragu, pa upajmo, da se morda iz tega, kar bo potem, razvije nekaj novega. Jaz sem pa vprašanje za gospoda na moji desni, katerega ime sem žal pozabila, je pa doktorant Jure? Ne, Jure, ne. Grega, pozdravljeni. Govorili ste, da očitno radi berete in tudi vem, da je za mnoge ljudi v teh norih časih, tudi zame, branje en tak eskapizem, od vedno večjega porasta anksioznosti. Pa me zanima, v katerih knjigah, morda ali po časovnih obdobjih, ki ste jih preučevali, ste našli morda kakšne vzporednice s časom, v katerem smo, ampak predvsem skozi prizmo posameznikov, ki so skozi literaturo, ki so jo pisali, poskušali najti neko svojo notranjo normalo, da se jim kratko malo ne zmeša, kot se dogaja mnogim izmed nas tudi, no? Jaz se pravzaprav ukvarjam z časom dekolonizacije 50-ih let, 60-ih, z gibanjem neuvrščenih in v bistvu temi transnacionalnimi povezavami tudi z našim prostorom tukajšnjim, z
zgodovino Jugoslavije in afriških, azijskih držav in tako naprej. Tako da ravno zdaj v tem koronskem času sem imel doktorske izpite in veliko prebiral in sem razmišljal tudi o tem, sem razmišljal o tem, kakšne tekste so pisali, literarne, tako kot teoretske, in kako so se v bistvu odzivali na nekakšne, na kolonializem, kapitalizem in druge strukturne spremembe, proti katerim so se borili, ki so še vedno na nek način z nami, oziroma kako bi rekel, prihodnost tega, proti čemur so se borili v 50-ih, 60-ih letih, še vedno nekako strukturira naše življenje danes. Kapitalizem se je restrukturiral, financializacija in tako naprej. Ampak se mi zdi velikokrat predvsem recimo književnost, romani, pa tudi poezija, ki so jo pisali recimo Usman Semben je en marksističen senegalski romanopisec, pa tudi režiser. Aimé Césaire je karibski pesnik in državnik iz Martinika in tako naprej. V bistvu so razmišljali o nekakšni tej dialektičnem stiku med njihovim svetom in med to nasilno postavljeno kolonizacijo, ki jih je razčlovečila in tako naprej. In so v bistvu razmišljali o humanizmu, recimo. Sem razmišljal, humanizem ima tudi problematično zgodovino na nek način, ker je humanizem skupaj z liberalizmom soobstajal znotraj imperialistične prenove sveta. Lahko so filozofi, teoretiki, ki so zagovarjali recimo humanizem in svobodo, enakost vseh, so hkrati bili sužnjelastniki in so v bistvu sodelovali v tej taksonomiji človeških ras oziroma in tako naprej. Tako da meni recimo iz tega obdobja je veliko književnosti, ki ni veliko prevedena tudi v slovenščino, pa ki je tudi malo izpadla iz kanona nekakšne svetovne književnosti, ki v bistvu potuje, teksti lažje potujejo, če se lažje identificiramo z njimi. Ampak mislim, da je ogromno ljudi že 50-70 let nazaj razmišljali o kritiki recimo kartezijanskega subjekta kot tega dualizma med duhom in telesom. So v bistvu veliko razmišljali o utelešenem znanju, o takih rečeh in v bistvu pomenu skupnosti, o tem sem razmišljal, ker recimo sploh v koloniziranem svetu je ta figura hibridnega subjekta, nekoga, ki zapusti svojo vas oziroma ki pač zapusti svoje lokalno okolje in odide v zahodni recimo temu svet in se izobrazi in je potem odtujen od svoje skupnosti, od svojega jezika in tako naprej. Ampak po drugi strani so pa ljudje iz delavskih okolij in tako naprej, so veliko pisali o pomenu skupnosti, o ne nujno tradicionalizmu, ampak v bistvu kako neko moderno tehnologijo uporabiti, ampak predelati za drugačno namembnost in pravzaprav preoblikovati svet skozi dekolonizacijo, ki ne bi bila zgolj, zdaj pa mi dobimo svojo novo državo in smo enakovredni igralci na nekem mednarodnem političnem parketu, ampak pravzaprav razmišljamo o pomenu svobode, o pomenu prihodnosti, ki bi bila drugačna kot
ta, katero poznamo, ali pa katero recimo vidimo v družbah kolonizatorjev. Jaz sem pa to hotela, da se tudi pač znanstveniki med sabo zelo nasprotujejo, ne. Recimo doktor Mastnak, Tomaž, pravi, da je teorija zarote, da je velika teorija zarote to, da ni teorije zarot, no. Če lahko to še to komentirate. Mislim, ljudje smo pač lahko zmedeni, če nekdo tako, če dva znanstvenika si tako močno nasprotujeta v enih stvareh, ne, in tako da. Ja, konstrukcija vedenja v sodobnosti je pač seveda zelo zakomplicirana in multifazna in dostikrat tudi vsebuje pač neke notranje kontradikcije. Prav gotovo je bila ena od prvih, se pravi, ko se je enkrat začel termin teorija zarote uporabljati v tem pomenu, kot ga uporabljamo zdaj, kar je v resnici se zares zgodilo z atentatom Kennedyja, je praktično istočasno s to teorijo zarote, da je bil pač ta atentat delo ustavi, pač CIA, FBI, kakorkoli, je prišla tudi ta, da si je FBI zmislil teorije zarote, zato da bi diskreditiral vsakoga, ki se pač z njimi ne strinja. Jaz mislim, da pač se pravi, na eni strani imamo stvari, ki če se malo ustavimo, pa v njih pač jasno in racionalno razmislimo, bomo zelo hitro videli, da so zelo neverjetne. To so pač ali neke orjaške globalne zarote, ki bi mogli vključevati desetine tisočev ljudi, ki prav gotovo ne morejo biti tih, ker jih je pač preveč. Po drugi strani so to pač, ne vem, kako sem rekel, te neka pač popolnoma magična, ne vem, od vesoljcev do reptilijancev, do pač stvari, ki so nekako hitro odpravljive. Pri kompleksnih vprašanjih, recimo pri vprašanjih, kot so cepiva ali pa globalno segrevanje, pa nam se bojim, ne preostane nekaj drugega ful boljšega, kot da pač gremo na znanstveni konsens. Absolutno obstajajo strukture, se pravi mednarodne strukture, od časopisov, kjer se članki objavljajo, do kongresov, do simpozijev, vrhov, institucij in tako naprej, preko katerih, kar je najboljš, kad znamo zaenkrat, kako priti do znanstvenega konsenza. In pri velik teh vprašanjih, ki se pač postavljajo zdaj kot problematična ali pa vprašljiva, ugotovimo, da je pač znanstveni konsens 98–99%. Se pravi, da praktično ne boš našel, se pravi, da če vprašaš pač 1000 znanstvenikov, jih bo 999 rekli, tako je, vedno pa lahko najdeš nekoga, ki bo pač stvari drugače interpretiral. Absolutno so ljudje, zato pa pravim, najboljše orodje, ki ga pač imamo do zdaj, je, da jih pač vprašamo dovolj veliko število, da lahko izločimo možnost, da so vsi koruptivni in da vsi lažejo. Zdaj, jaz si bom kar privoščila medklic, ker pač imam mikrofon. Inštalacija Pometeno pod preprogo je odprta še do 7, kar ne pomeni, da zapiramo vprašanja, ampak če bi si kdo šel pogledati, mislim, da trenutno ni vrste. Tam si imela, zadnji, da si imela... Ja, jaz bi si tudi želela, da bi lahko s teorijami zarote nekako na ta način odpravili, ampak se bojim, da je stvar malo bolj kompleksna. No? Čisto prosto po tej ideji, da če se bojim, da mi sledijo, še ne pomeni, da mi ne. Po končni fazi, ne vem, neke ideje sledenja pred žvižgačem, kot je Snowden, so bile teorije zarote. Ideja, da elite kradejo, bi bile potencialna teorija zarote brez
razkriti Ivana Galeta in tako dalje. Tako da se mi zdi, da če jih odpravimo samo na stvar nekih psihoz ali pa postfaktične družbe, da je to prehiter. V končni fazi nam tudi vrsta psihoz govori nekaj o stanju družbe. Če poslušamo, ne vem, lahko tudi kakšnega mimoidočega, ki je psihotičen, pa si nekaj mrmora v brado, bomo slišali, da navadno govori reči, ki so, ne vem, milijoni so pokradili in tako dalje, ki so po svoje resnične. Kaj s tem pravzaprav narediti? S tem ostankom, ki ga ne moramo odpraviti, sledimo večini znanstvenikov in tako dalje. Mislim, zato sem tudi štartal z tem, da je dvom zdrav in dober in koristen in potreben. Ponavljam, kot sem že prej rekel, zarote so že bile, še bojo in absolutno so. So pa strukturne razlike v načinu razmišljanja. Lahko bi šli bolj v definicijo, ampak te teoretike zarote, o katerih sem jaz govoril in ki sem kazal primere, ne vem, tukaj so pa za definicijo tipično, se pravi, kljub zelo močnim dokazom ne bojo spremenili svojega mnenja. Zelo velikrat, tako kot sem omenil, recimo za ta kitajski virus, ki je hkrati biološko orožje uničenja in ga ni, in to pri istem človeku so te notranje kontradikcije so pa zelo pogoste. Se pravi, absolutno moramo dvomiti v vsako pozicijo moči. To je naša civilizacijska dolžnost. Ampak ne pa na magičen način. Se pravi, to moramo početi z kritičnim prepraševanjem, to moramo početi z analizo, to moramo početi z pridobivanjem dokazov, to moramo početi s podpiranjem poklicev v družbi, ki to počnejo, kot je kolegica rekla, zato je izredno pomembno neodvisno in samostojno novinarstvo in tako naprej. Prav gotovo pa na ta način strokovno, recimo temu spet, tega ne more se lotiti čist vsak državljan sam, ker enostavno nima resursov, znanja in kontaktov za to. Tako da jaz mislim, da to dvoje medsebojno ni izključujoče. Da to absolutno moramo početi in da isti način razmišljanja, ki ga rabimo, da to počnemo, je tudi ta, ki nas bo teoretično osvobodil teh neracionalnih dvomov. Ja, zelo pomembno je, da znanost v bistvu predstavlja svoje dognanja javnosti, da ima čim več možnosti komunicirati z javnostjo in da v bistvu pravzaprav prek te komunikacije se vidi, kako pomemben je dvom znotraj samega znanstvenega diskurza. Kar pogrešamo recimo pri teorijah zarote je prav dvom. Če imamo neko teorijo, pa je to teorija zarote ali pa samo teorija, neka razlaga nekega fenomena, pa v njej je neka absolutna prepričanost, to je pa brez dvoma tako, potem smo pravzaprav na drugem terenu, kot na terenu znanosti. No, se upravičujem, ker se drugič oglašam, bom zelo hiter. Zanima me, če mislite, da obstaja nek univerzalni temelj racionalnosti in s tem seveda dvoma. Obstaja neko trdo jedro, na katerega se lahko vsi sklicujemo. Je to mogoče človeška narava ali obstajajo neki skupni kulturni elementi v vseh kulturah in tako naprej? Ne. Kar ostal pri Renati. Mogoče sem dvom in umetnost, a je umetnost dvom znanosti, če mogoče tudi v zdajšnjih časih ti delaš predstavo, mogoče še, da pridemo nazaj na teren umetnosti tudi. Mislim, jaz kot sem že v uvodu rekel, se mi zdi, da je umetnost, ali pa če sem malo zožam, da je fikcija en
teren, ki žgečka ene zelo podobne dlakce, kot jih žgečka pač ta bi rekel, radovedni dvom ali pa poskočni dvom, ne? In da tle se mi zdi, da pač se odpirajo ene možnosti, kako nagovarjati ene te anksioznosti, ena ta vprašanja, ene te težave, ki jih imamo, tudi na druge načine, ker več kot očitno samo z prezentacijo golih, recimo znanstvenih dejstev, tega ne bomo dosegli. Tako da imamo pač še ta neka orodja, ki naslavljajo neke mogoče manj racionalne aspekte naših življenj. Ja, jaz zelo rada delam z umetniki, bolj kot nek zunanji sodelavec ali pa debater, zato ker opazujem potem druge tesnobe, ki jih imajo umetniki proti nam, ki smo v akademskem svetu. Seveda se ti vedno zdijo tvoje tesnobe bolj grozne kot druge, ampak v bistvu videti druge mehanizme dvoma in druge boje je zame na nek čuden način sproščujoče. To mi je v bistvu pravzaprav en velik užitek in zelo veliko mi daje pri mojem lastnem delu, kadar recimo sodelujem z umetniki, od gledališčnikov do plesalcev. No, tisti, ki imate zdaj čas, lahko greste tudi že naprej, mislim, da je zadnja vaja, ali kaj Mateja Bučar v projektnem prostoru Dum, ki bo, mislim, da tudi jutri tle z njo mnogokrat sodelujem, da preizprašujem njeno pa svojo tesnobo. Ja, tisti, ki nimate v festivalskem programu kart za jutri, ko je predstava na sporedu, je še danes. Zdaj v bistvu še? Mogoče bi pa jaz samo še zaključno misel, no, da v bistvu se strinjam z obema, da umetnost na drugačen način vseeno proizvaja nekakšno vednost, ampak hkrati, da hkrati proizvaja spet skupnost, a ne, da vsako leto na Mladih levih se zberemo ljudje, ki smo vseeno prisiljeni naseljevati isti prostor, letos na varnostni razdalji, ampak vseeno, da se mi to zdi zelo pomemben aspekt dela, ki ga opravlja umetnost, kultura, da se združujemo telesno in krešemo misli. Tako da hvala. Hvala.